Moje ime je Iztok Koren. Zdravo, jaz sem Anita Irina. Midva sva iz Društva za nenasilno komunikacijo. Rada bi vam pa predstavila naše programe, ki jih izvajamo. Naše društvo je začelo z delovanjem 1996. leta. Prvo kot prostovoljna organizacija, ki se pa z leti se je to profesionaliziralo, tako da zdaj že imamo čez 30 zaposlenih. Imamo tudi naše programe, izvajamo v grobem programe za žrtve nasilja in za povzročitelje nasilja, predvsem nasilja v družini. Te naše programe so verificirani od socialne zbornice. Naši programi za ženske oziroma osebe, ki doživljajo nasilje, grejo izključno oziroma za začetek največ za podporo, da v bistvu ženske dobijo neke uvodne informacije, lahko se vključijo v naše programe, preden v bistvu razmišljajo o razvezi ali odhodu od partnerja, in potem tekom svetovanj, ko pridobijo informacije, se vključijo oziroma oddajo razne vloge za postopke in potem smo v bistvu mi na voljo ves ta čas. V naših programih se lahko vključijo ženske, moški, otroci, mladostniki, mladostnice. Nekako jih malo ločujemo v tem delu, da se pravi, v bistvu v prvem pogovoru, ko oseba k nam pride, ugotovimo, kaj točno bi se ta oseba rabila in potem prilagodimo delo z njimi. Zdaj, ženske imajo na voljo tudi spremstva na razne institucije, na policijo, na sodišče, na tožilstvo, na center za socialno delo. Ponavadi jim je lažje, ker so ti postopki zelo naporni, pogovori so včasih zelo težki, da gre ena oseba, naprimer svetovalka iz društva, z njimi zato, da lahko, da ima neko podporo, da lažje pove, da ker se že vnaprej pripravimo na te pogovore, če slučajno kaj pozabi, da jo svetovalka spomni, če pride do kakšnih težjih situacij, da lahko prekine, da se oseba nazaj izbere, da smo tole zapovedati, tole rabim in tako naprej. Delo z mladimi je v bistvu imamo dve stvari. Eno so program druženja, v bistvu tukaj delajo prostovoljke pa prostovoljci, ki imajo prej tudi usposabljanje in potem se družijo enkrat tedensko, otroci imajo in mladi imajo možnost v bistvu biti slišani, krepiti pozitivno samopodobo, v bistvu pridobiti neke veščine reševanja konfliktov, nenasilne komunikacije, asertivnega vedenja, tako da potem v situacijah, ki so, ne vem, z mladimi, doma starši, lahko, da se bolj počutijo, da nekako je lažje. Vemo, da otroci, s katerimi mi delamo, prihajajo ponavadi iz odnosov, v katerih je bilo nasilje, zdaj bodi si očeta nad mamo oziroma enega starša nad drugim ali pa nasilje tudi do njih. Taki otroci velikokrat krivijo sami sebe zaradi razmišljanja otroškega, da so oni krivi za nasilje, da bi morali nekaj narediti, da bi lahko nekaj naredili, da bi se situacija spremenila. V bistvu tukaj imamo mi ta del, da jih razbremenimo in da se jim večkrat pove, da to ni njihova naroba in da niso mogli v bistvu ne spremeniti. Drug del so pa svetovanja, tukaj pa delamo svetovalke in svetovalci, kako v bistvu otrok prihaja k nam, odvisno po dogovoru, lahko enkrat na teden ali pa na 14 dni, za kakšno urco, kar pa mičkam bolj vodeno, ampak v bistvu tisti bistven del je to, da ima otrok neko pozitivno izkušnjo z odraslo osebo, nek ta vzpostavitev varnega odnosa, krepitev moči, kompetenc, veščin in pa nam se zdi zelo pomemben ta del biti slišan. Nekako imamo občutek, da otroci v odnosu, kjer je prisotno nasilje, tega ni. Zdaj pa, če se vrnem na ženske, ki prihajajo k nam zaradi doživljanja nasilja, je pa se pravi v bistvu svetovanje na isti način, se dogovorimo, se vključijo, prihajajo tedensko na 14 dni oziroma po potrebi, lahko v začetnih fazah, pa takrat, kadar se odločajo, da bojo zapustili odnos, večkrat potem malo manj, oziroma kadar so tisti postopki, ne vem, da
se dogaja kakšna kazenska zadeva, da je glede stikov takrat malo več podpore, pomagamo tudi z raznimi dopisi in tožbami in temi stvarmi. Imamo pravno svetovalko na društvu in ona v bistvu je na voljo za vsa pravna vprašanja, pravne odgovore glede razveze, glede dodelitve, glede kar jih zanima. V bistvu potem ta celoten proces lahko ženska zaključi, kadar želi, nekako v bistvu dobi tiste stvari, ki jih potrebuje in potem tudi ene so vključene več let, druge pa tudi krajše obdobje, toliko časa, da se opogumijo in da naredijo te korake, ki so potrebni. Lahko menimo, da imamo tudi dve varni hiši, več varnih namestitev. Ja, mogoče o varnih hišah bi lahko povedala to, da je čas bivanja omejen do 1 leta. V tem času se ženskam pomaga, da se nekako malo bolj postavijo na noge. Je pa v bistvu prva stvar varnih hiš je to, da se vključijo, ker so ogrožene, ker se morajo odmakniti od nasilnega partnerja. Mi imamo prostor za 8 polnoletnih žensk s svojimi otroki. Sinovi so pa, se pravi, v bistvu dovolimo bivanje v hiši starosti do 15 let. Če pa so nad 15 let, pa potem, tako kot je že isto pomenil, varne namestitve oziroma varne stanovanja. V bistvu nekako razlika med varno hišo pa varnim stanovanjem je v tem, da je še vedno podpora, da ima pogovore s svetovalkami, da imajo spremstva in vse te stvari, ki jih nudimo, ampak da je bivanje omejeno do 2 let. In da so potem lahko sinovi, da so starejši od 15 let, bivajo z njimi. Mogoče tudi omeniti to, da izvajamo razne preventivne dejavnosti, razne delavnice po šolah, razne akcije ozaveščanja javnosti o prepoznavanju nasilja, o oblikah tega nasilja, o specifikah nasilja v družini. Izdajamo tudi publikacije, razne priročnike, več o tem na naši spletni strani, ker se lahko kakšno tudi dol prenesemo. Zelo pomembno je tudi ta del sodelovanja z zakonodajno vejo oblasti, se pravi, to pomeni, da tudi predlagamo tudi večkrat kakšne spremembe zakonodaje, ker nekako mi vidimo iz prakse, kaj bi bilo potrebno izboljšati v zakonih in se nam zdi zelo pomembno to vrstno sodelovanje.